Lep pozdrav v novem tutorial videu, to ni več uvod v TradingView, zdaj gremo malček na naprednejše stvari. Ste si morda kdaj želeli testirati svoje trgovalne sposobnosti? Ste morda izvedeli za kakšno trgovalno tehniko, ki bi jo najprej radi le testirali in tako spoznali, če res deluje ali ne? In to na način, da ne bi izgubljali svojega denarja. Verjeli ali ne, TradingView to omogoča. Kako in kaj je treba narediti za to, pa bomo spoznali v tem videu. Pred sabo imamo Ethereum enourni graf. Zdaj, kako pridemo do simuliranega trgovanja? Čisto spodaj tukaj imamo vrstico z dodatnimi tabi. Nas zanima tukaj le Trading Panel, zato kliknemo nanj. TradingView nam ponuja direktno povezavo na številne menjalnice. Če na primer kliknemo na te 3 pikice tukaj, vidimo jih je kar precej, med njimi je tudi Bitstamp. Ampak mi hočemo najprej testirati naše trgovalne sposobnosti, zato gremo na Paper Trading, ki nam ga ponuja TradingView. Kliknemo na Connect in na to še enkrat Connect. Ok, smo povezani, kar nakazuje tudi ta zelena pikica tukaj. Dajmo si najprej ogledati priporočene nastavitve. Tukaj vidimo, da imamo na voljo kar $100,000. To je malček nerealno, zato je najbolje, da si uredimo malček bolj realen znesek, nekje od 1000 do $10,000. To uredimo tako, da gremo v ta meni pod Paper Trading in na to izberemo takoj ta prvo opcijo Reset Paper Trading Account. Kliknemo. In na to pod Balance upišemo 10,000. Kliknemo Reset. In račun se nam kompletno ponastavi z novim zneskom, ki nam je na voljo. Ena stvar, ki je ne maram, je, da ne glede na to, kolikšen znesek imamo na voljo, ga lahko presežemo. Recimo z 10,000 lahko kupimo kar cel Bitcoin. To kar ubije ta občutek realnosti in to je ena stvar, ki mi res ni všeč. Za to, da se ohrani ta občutek realnosti, je potem priporočljivo, da se izračuna pravilni znesek. Recimo za 10,000 lahko trenutno kupimo četrtino Bitcoina. Prav zato in tudi zaradi lažje predstavitve sem za ta video izbral Ethereum. Pojdimo naprej na priporočene nastavitve. Do nastavitev lahko pridemo tako, da kjerkoli na grafu kliknemo z desnim gumbkom miške, iz menija izberemo Settings in na to Trading. Drugi način pa je, da gremo tukaj pod Paper Trading meni in kliknemo na Trading Settings. Torej, priporočene nastavitve, ki sem si jih tudi jaz nastavil, so Buy, Sell Buttons. To prikaže hitre gumbe za nakup in prodajo, ob kliku na nju se izvede Market Order. Potem imamo Instant Orders Placement. Če imamo to opcijo obkljukano, se bodo naša naročila izvedla takoj. Če pa ne, se bo ob vsaki spremembi pojavil en velik gumb Modify, ki ga bo treba klikniti, da se naročilo dejansko izvede. Če imamo to opcijo izbrano, lahko kar precej prišparamo na času. Potem so tukaj še Positions, Orders, Executions. Ta zadnja opcija tukaj pa je predvsem za obliko prikaza. Jaz imam Extend Priceline označen in potem imam poravnavo na desno, tukaj, kar se meni zdi, da naredi celotno zadevo precej bolj pregledno. To je to, kar se tiče nastavitev. Poglejmo si še Order panel ali panel za naročila. Odpremo in zapremo ga s klikom na tale gumb tukaj. Torej, če kliknem, se odpre in če kliknem ponovno, se zapre. V tem panelu imamo na voljo 3 vrste naročil ali orderjev. Imamo Market Order, ta se izvrši takoj, saj s tem naročilom kupimo ali prodamo po ceni, ki nam jo trenutno ponuja trg. Limit Order. Tukaj mi postavljamo mejo nakupa ali prodaje in tudi le ta se izvede po ceni, ki jo določimo mi. In še Stop Order. To je predvsem za zaščito naših naročil, tudi tukaj mi nastavljamo mejo, vendar se nakup ali prodaja izvede po ceni, ki jo ponuja trg. Pa dajmo izvesti en hiter Market Order. Klik toliko, da si ogledamo še trgovalni panel. Torej, kupil bom 3 Ethereume, količino imam tukaj že vnešeno.
kliknem na ta veliki modri gumb Buy. Naročilo se izvede takoj in že jih imamo. Kot vidimo, dobimo grafični prikaz naše pozicije tukaj na grafu, kot tudi spodaj v našem trgovalnem panelu pod Positions. Tukaj v tej razpredelnici tudi takoj vidimo vse podatke. Recimo to, da smo v dolgi poziciji, količino, ki smo jo kupili, po kateri ceni smo kupili. Tukaj sta dva podatka tudi za take profit in stop loss, ki pa jo še nismo naštimali. Zadnja cena in pa profit, ki ga trenutno imamo. No ja, trenutno imamo izgubo. Naslednji tab, Orders, nam odpre podobno razpredelnico, le da tukaj vidimo naša naročila. Trenutno, kot vidimo, imamo le eno in to je bilo že izpolnjeno z našim prejšnjim market orderjem. Če recimo uredim stop loss na svoji poziciji, pa dajmo enega dodati na hitro. Tako. Se ta prikaže v svoji vrstici v tej razpredelnici. In trenutno je status tega naročila na čakanju, oziroma piše working, ker se še ni izvršilo. Tukaj zgoraj imamo še dodatne filtre. Na voljo imamo vpogled v vsa naročila, tista, ki so še na čakanju, neaktivna, izvršena, preklicana in zavrnjena. Pa pojdimo nazaj pod vsa. Naprej imamo zgodovino prodaj in nakupov pod History. V njej vidimo vse nakupe in prodaje v točno katerem času so se izvedle, kot vidimo tukaj, in tudi v kateri obliki naročila. Tudi to razpredelnico lahko filtriramo in sicer po izvršenih, preklicanih in zavrnjenih. Nato imamo zgodovino računa. Trenutno ne kaže ničesar, ampak če prekličem tole naročilo, imamo en lep, čist in enostaven pregled nad tem, kaj se dogaja z našo bilanco, ko se naše pozicije zaprejo. Imamo še naprednejši prikaz in to je trgovalni dnevnik. Tukaj pa je dnevnik popolnoma vsega, kar se je zgodilo, do najmanjše podrobnosti in točno tudi, kdaj se je zgodilo. In seveda, kot zadnja stvar, imamo tukaj še naše stanje, skupno stanje s trenutnim dobičkom, če imamo odprto kakšno pozicijo, trenutno je nimamo, pa dajmo odpreti eno na hitro in vidimo, se to naše stanje tukaj le spreminja. In na to imamo še posebej prikaz dobička ali izgube, seveda, če imamo odprto pozicijo. Ok, zdaj vemo, kje imamo kaj, pa preidimo kar naprej na trgovanje. Najprej zaprem to pozicijo, da začnemo kar od začetka. Pa pojdimo tudi tukaj nazaj na pozicije. Možnosti in načinov trgovanja je kar precej. Prej smo spoznali market order preko panela za naročila, obstaja pa še en hitrejši način in to omogočata ta dva gumba tukaj od zgoraj. Tukaj v tem polju vpišemo količino, tako ena, jaz bom napisal 3. In potem samo kliknemo na kup ali prodajo, jaz bom kliknil na kup in naš market order se izvede v trenutku. To pa tudi zato, ker imamo aktivirano instantno trgovanje. Naša pozicija se prikaže na grafu, zdaj pa si poglejmo še, kako jo lahko na hitro zaščitimo. In to najhitreje naredimo tako. Gremo z miško čez. In tukaj na levi strani opazimo dodatne opcije. Prva je Reverse Position, tej se bomo posvetili malce kasneje. Naslednji dve sta pa Take Profit in Stop Loss. Torej, s temi dvemi določimo meji, kjer želimo unovčiti profit in ustaviti izgubo. In to naredim preprosto tako. Recimo za Take Profit, ga primem z miško in preprosto potegnem na željeno mejo. Kot opazimo, se nam tudi vse samostojno posodobi, tako pod pozicijami, kot tudi naročili. Pa nastavimo še stop loss. Torej, ponovimo vajo, gremo z miško čez, primemo in samo potegnemo na željeno višino. Če take profit ali stop loss naročila ne želimo več,
samo kliknemo na tale križec tukaj zraven. Če pa kliknemo na ta križec pri poziciji, se pa zapre celotna pozicija. Kot je bilo omenjeno že prej, imamo tudi reverse position. In kar to naredi je, da kompletno obrne našo pozicijo, kar tudi že samo ime pove. Torej, zdaj smo bili v dolgi poziciji in to nas bo zdaj postavilo v kratko pozicijo. Treba je upoštevati tudi, da bo to zaprlo našo trenutno pozicijo, materializiralo dobičke ali izgube in v bistvu odprlo novo. Zaprlo bo tudi take profit in stop loss naročila, kar je sicer logično. Samo na hitro, kot morda že veste, me je TradingView sprejel v svoj partnerski program, kar je super in na to sem tudi kar precej ponosen, da so me izbrali. Kot veste, TradingView je orodje, ki je ključnega pomena za skoraj vsakega traderja. No, to partnerstvo tudi pomeni, da če ste morda razmišljali o nakupu katerega koli TradingView Pro paketa, lahko zdaj s tem nakupom preko linkov spodaj v pripetem komentarju in v opisu podprete tudi ta YouTube kanal. Seveda vas čaka tudi benefit v obliki dobroimetja. In sicer $10, če vzamete mesečno naročnino, ali $30, če vzamete letno. To dobroimetje pridobite po opravljenem nakupu v obliki TradingView kovancev, ki jih lahko porabite za nagrajevanje ostalih uporabnikov za njihove tehnične analize, ali pa pri naslednjem nakupu Pro paketa in ga dobite pač za toliko ceneje. Ampak pozor, to velja le za novo registrirane račune. Če ste morda že registrirani, potem to ne bo delovalo. Če o čemerkoli niste prepričani, se pred nakupom raje obrnite name ali pa na TradingView support. Hvala vam, povezave so spodaj v opisu in pripetem komentarju, zdaj pa naprej na video. Drugi način trgovanja je kar natančnejši in tukaj v celoti uporabljamo panel za naročila. Pa zaprimo to našo trenutno pozicijo in naredimo novo. Ponovno bomo torej naredili market order in kupili 3 Ethereume. Pod količino vidimo, da imamo še dodatne opcije in polja. In sicer take profit in stop loss. Naštimali bomo obe, tako da kar obe označim. In potem imamo možnost vnesti tike, ceno, dolarje ali odstotke. Jaz sem najbolj domač s ceno, tako da bom vnesel kar ceno. Pa tukaj tudi. In potem kliknem na ta veliki modri gumb. Take profit sem dal kar malček visoko, tako da ni viden. Evo ga, pa ga imamo. Torej, kot smo videli, nakup se nam je izvršil takoj in naša pozicija se je takoj prikazala na grafu skupaj s take profit in stop loss. Če želimo ročno urediti take profit ali stop loss, samo kliknemo na enega izmed njih z desnim gumbkom miške in nato izberemo Modify Order. Vnesemo nove vrednosti in ko končamo, kliknemo Modify. Seveda, najenostavnejši način je, da take profit ali stop loss enostavno povlečemo na željeno mejo. Je pa ta opcija pač tukaj, če želimo biti natančnejši. Imamo še drugi način postavljanja take profit in stop loss naročil. Recimo, da izvedemo samo market order. Tega bom zdaj trenutno zaprl. Pa dajmo izvesti novega brez take profit in stop loss. In zdaj želim ta take profit in stop loss naknadno nastaviti. Grem na našo pozicijo tukaj na grafu, z desnim gumbkom miške kliknem na njo in iz menija, ki se nam prikaže, izberem Protect Position. Vsebina panela naročil se spremeni in zdaj lahko označim take profit in stop loss. Vnesem svoje vrednosti.
Kliknem Modify in naša pozicija je posodobljena. Imamo še tretjo možnost in to je trgovanje s pomočjo orodij. V prejšnjem videu smo že spoznali orodja za dolgo in kratko pozicijo. Pa dajmo zdaj to uporabiti. Najprej bom to našo pozicijo zaprl. Ta panel bom malček zmanjšal, da nam ne zaseda toliko prostora. Dvokliknu na naš graf, da se razširi čez celotno področje grafa. Grem pod ta meni in izberem orodje za dolgo pozicijo. Postavim ga na graf. Uredim željeno razmerje, recimo 1:4. No, skoraj. In tako dobimo eno zelo lepo vizualno predstavo. Dajmo še malček tukaj le povečati, da bomo boljše videli. Torej, imamo našo mejo vstopa, tukaj, mejo, kjer bomo unovčevali svoj dobiček in mejo izhoda v primeru padca. Ampak kako mi zdaj to lahko dejansko trgujemo? Zelo enostavno. Kliknem z desnim gumbkom miške na orodje in v meniju, ki se nam prikaže, izberemo Create Limit Order. Vnesem še svojo željeno količino in kliknem na ta veliki modri gumb. To je limit order, zato do nakupa še ni prišlo. Ko pridemo s ceno do naše zadane meje, tukaj, se bo naš nakup sprožil, naša pozicija bo postala aktivna in s tem se bosta aktivirala tudi Take Profit in Stop Loss. Dokler naša pozicija še ni aktivna, lahko pomikam tole mejo našega vstopa. In če jo pomaknem na trenutno ceno, da poskusim sprožiti nakup, evo, smo ga sprožili. No, potem se te meje ne da več premikati. Pa recimo, da imamo plan pobiranja dobička po deležih. Kako to naredimo? To bom delal naprej na trenutni poziciji in tokrat tudi ne bomo potrebovali Take Profit naročila, zato da ga bom kar zbrisal. To naredimo tako, da postavljamo delne limit orderje vse do naše končne meje. Recimo hočem postaviti 3 meje in na vsaki bom prodal po 1 Ethereum. Ena varianta, da to uredimo, je, da v panelu naročil, to je tukaj, uredimo vsako naročilo posebej. To seveda zna biti kar precej zamudno, najprej meriti na grafu in potem vpisovanje številk. Vse vemo, vzame kar precej časa. Obstaja še en, lažji način. Ste opazili morda, ko se pomikate po grafu, se glede na višino kazalca miške premika tudi tale plusek tukaj. To je res super pripomoček, ker kar jaz lahko naredim preko tega je, da grem na določeno višino oziroma ceno, recimo hočem prodati tukaj na okoli 3000, kliknem in iz menija izberem Sell Free ETH USD ali Create New Order. Tukaj imamo sicer trenutno napisano količino 3, torej Sell Free ETH USD limit. To količino lahko na hitro spremenimo tukaj pri teh hitrih gumbih za prodajo ali nakup. Spremenil bom torej na 1. Grem nazaj na našo mejo okoli 3000 in zdaj, ko bom kliknil na tale plusek, mi ponudi Sell 1 ETH USD limit. In če to kliknem, je naš limit order takoj postavljen. Drugi način pa je, da izberem Create New Order
Ceno nam določi samo glede na pozicijo na grafu. Določimo še količino, ki jo bom kar pustil na 1. Seveda ne smemo pozabiti, mi hočemo na tej poziciji prodati, tako da je treba označiti sell in kliknemo na ta velik rdeči gumb za prodajo. In imamo postavljen še en limit order. Jaz bom kar na hitro nastavil še en sell limit, kjer smo imeli prej nastavljen take profit na tej meji približno. Tako. Malček je čez, dajmo ga popraviti. Evo. Vprašanje zdaj je, kaj se bo zgodilo, ko se sproži eden izmed sell limit naročil. Bom kar tegale poskušal premakniti, da sprožimo prodajo. No. Ok, ravno v momentu snemanja se je Ethereum odločil pasti, tako da sem moral narediti novo naročilo. Dajmo probati zdaj ta sell limit sprožiti, tako da ga postavimo na trenutno gibanje cene. No, in kot vidimo, se je naš sell limit končno sprožil. Torej imamo zdaj kupljena le še 2 Ethereuma in s tem je posodobilo tudi našo prejšnjo pozicijo, kar je super. To pa nažalost ne velja v nasprotni smeri. To pomeni, da če se na tej naši prejšnji poziciji sproži stop loss tukaj, se ti dve sell limit poziciji ne bosta odstranili. To pa moramo malček paziti, ker če se gibanje cene vrne nazaj na tole območje in sproži katerega od teh sell limitov, nas postavi v kratko pozicijo, česar pa si morda ne bi želeli. Tako da tukaj pri tej tehniki pobiranja dobička po deležih je to pač treba paziti, vedno spremljati. In če se slučajno sproži naš stop loss, tukaj ostale pozicije zbrisati. Še en mali trikec, da vam pokažem za na konec. Recimo, da smo končali za danes ali pa bi samo radi videli čisti graf brez vseh tehle označb. Gremo samo pod Paper Trading menu in kliknemo na Logout Paper Trading. In na to kliknemo na Trading Panel, da ga skrijemo in tudi tukaj na ta križec, da skrijemo panel za naročila. Ko želimo naprej trgovati, ponovno kliknem na Trading Panel, se ponovno povežem na Paper Trading in kot vidite, me vse pričaka točno tako, kot sem pustil. Vse pozicije, naročila, stanje, tako da lahko brez problema nadaljujem od koder sem nazadnje končal. Prikličimo še panel za naročila s klikom na tale gumb in to je to. Upam, da vam bo ta video v pomoč. V naslednjem videu pa bomo šli že naprej na osnove gibanja cene. Spoznavali bomo namreč cikle in trende.
Naj se na tem mestu še zahvalim vsem patronom za podporo temu kanalu. Če morda želite postati eden izmed njih, je povezava na mojo Patreon stran spodaj v opisu in pripetem komentarju. V zameno za podporo boste pogosteje obveščeni o dogajanju na kriptotrgu in tudi posebne videe, kot je na primer ta, si boste lahko ogledali brez reklam in 2 tedna pred ostalimi na YouTube. Hvala vam tudi, da ste si video ogledali v celoti, dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Vesel bom tudi delitev z vašimi prijatelji, če mislite, da so te informacije uporabne tudi za njih. Če imate morda kakšen komentar, vprašanje, kar napišite spodaj pod komentarje in z veseljem bom podebatiral z vami. V naslednjem videu pa, kot sem že omenil, bomo začeli z osnovami gibanja cene, cikli in trendi. Ne bo se ga splačalo zamuditi, zato je najboljše, da se naročite na kanal in nastavite obveščanje, da boste o njem takoj obveščeni. Jaz vam tako želim še lep dan naprej, imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu.